Predsednik uprave Nove kreditne banke Maribor, gospod Havc. Kako ocenjujete današnjo skupščino? Današnjo skupščino ocenjujem kot zelo uspešno, kot modro odločitev delničarjev, da z sprejetimi sklepi zagotovijo, da lahko mi kapitalsko ustreznost banke spravimo nad predpisano z EBO nad 9% najbolj kakovostnega temeljnega kapitala, to je CT1, Quartier 1, kar pomeni seveda, da so odločitve delničarjev na današnji skupščini bile, po mojem mnenju, izredno modro zastavljene in daljnosežne za našo banko. Mi imamo, namreč uprava ima s to banko velike načrte. Namreč preteklost, kakršna je bila, jo bo potrebno sprejeti. Meni je zelo žal, da je do takih stvari prihajalo, vendar bomo storili vse, da bo ta banka spet dobila sloves in pa ugled, kakršnega je imela že tudi prej. Predvsem v duhu današnje skupščine to pomeni, da so deleži obstoječi delničarjev ohranjeni takšni, kot so, in pa da bomo poskušali z vsemi sistemskimi ukrepi zagotoviti tudi na naslednji dokapitalizaciji, ki jo načrtujemo v prvi polovici naslednjega leta, izvesti dokapitalizacijo skozi tako imenovani Initial Public Offers, IPO, torej javno ponudbo delnic, da bodo lahko vsi delničarji sodelovali pri dokapitalizaciji banke, ki jo pa seveda tudi že načrtujemo. Danes omenjeni ukrepi, kot so prodaja Zavarovalnice Maribor in pa delni odkup podrejenih instrumentov, v nekem obdobju ne bodo zadoščali za plus skok obveznic, ne bo zadoščalo za ohranitev tega Quartier 1 nad 9%, predvsem zaradi tega, ker bo banka se bo razvijala, se bo širila in zato potrebuje več kapitala. Zato bo uprava nadzornemu svetu in skupščini predlagala naslednje leto večjo dokapitalizacijo, predvsem v smislu konsolidacije lastniške strukture za daljše obdobje, ker če bomo hoteli rasti in pa se širiti, brez dodatnega kapitala nam to žal ne bo uspelo. Torej, po žal kar številnih skupščinah, ki so bile manj spodbudne, danes vendarle tudi jasen signal, ne nazadnje organiziranemu trgu, da so premiki, ki ste jih v zadnjem času v banki opravili, v pravo smer in da lahko pričakujejo delničarji, da se bo to bolj prej kot slej odrazilo tudi na vrednosti delnic in na trgu, ter jasno možnosti tudi dividend v prihodnje. Kako daleč je v bistvu banka od tega, da se trendi tudi po tej plati obrnejo? Naše predvidevanja kažejo po sedanjih izračunih, da bi lahko banka že v letu 2014 začela producirati dobiček, kar seveda pomeni, da bo potrebno določeno maso natečenega čistega dobička najprej usmeriti za pokrivanje izgub in pa seveda pol za izplačilo dividend, kar je seveda stvar dividendne politike, ki jo moramo doreči na eni od naslednjih skupščin. Ampak predvidevanja so, da bi lahko že banka od 2014 lahko začela že producirati določeno stopnjo dobička, po našem mnenju kar, bom rekel, ustrezno stopnjo dobička in pol seveda v naslednjih letih v bistvu ta dobiček tudi povečevala ustrezno. Če ne bo kakih nepredvidenih dogodkov, gledajte, to je vse tudi odvisno od makroekonomskega okolja. Zdaj smo na dvojnem V spet, zdaj vprašanje, kaj je tudi z Evropsko unijo, uradno beleži, kakor jaz vem, po Eurostatu spet recesijo. Če bo makroekonomsko okolje spodbudno, kar pomeni, da bo vsaj malenkost narast se začela, ki jo seveda tudi omogočajo banke za svojo kreditno politiko, pol se lahko nadejamo, da bo ta stopnja dobička začela počasi rast iz leta v leto, ampak po naših predvidevanjih ne preko 2014. Kar pomeni, kar se odpisov in samega dejanskega stanja v banki tiče, so zdaj stvari pod kontrolo. Pod kontrolo, jasne, znane. Ja, pod kontrolo so. Mi bomo seveda poskrbeli tudi, da bomo banko reorganizirali, zracionalizirali, ustrezno tudi napravili reorganizacijo, sprejeli novo strategijo, ki jo imamo že v bistvu napisano v gabarite. In pa, kaj se preteklosti tiče, bomo morebitna oškodovanja prijavili organom pregona in tudi vložili odškodninske tožbe. Organi pregona ne poskrbijo za ugotovitveno kazensko odgovornost morebitnih odgovornih oseb, tako da to bomo počistili za nazaj, za naprej pa seveda bomo delali progresivno v smislu poslov, dobrih poslov, da se banka živi od strank in se moramo strankam začeti posvečati. Tako da najprej moramo seveda zagotoviti kapitalsko ustreznost. Vsekakor je pa moja premisa, da je do delničarjev treba biti povsem odkrit in to, kar sem povedal na junijski skupščini, to danes drži. To se je izkazalo, da je vse držalo, da banka letošnje leto ne bo mogla dobička ustvariti, kvečemo izgubo večjo, predvsem zaradi tega, ker mora za nazaj počistiti stvari.
Ampak seveda računamo, da v 2013 bi pa naj ta proces bil že približno končan, kar pomeni, da 2014 bi pa bil že po naših predvidevanjih lahko tudi dobiček. Ne. Zdaj pa, če bo pa formirana slaba banka, bo pa ta trenutek še prej nastopil. Ne. Kar pomeni seveda, da za prenosom določenega dela slabih terjatev v slabo banko, ne, bo banka razbremenjena tega, ne bo več novih oslabitev, ne, kar pomeni seveda tudi, da bo lahko prej dosegala že dobiček. Ne. No, tudi vaša zagotovila z zadnje junijske skupščine so bila izpolnjena danes, vsaj kar se tiče poročila o samih preiskavah, ki so bile sprožene v banki. No, mi smo že določene osebe tudi kazensko ovadili na osnovi utemeljenih sumov kaznivih dejanj in pa tudi že proti določenim osebam v skupini že vložili odškodninske tožbe. Glejte, preteklost je treba razčistiti, ker vsaka neraščiščena preteklost vnaša nemir med delničarjem in jezo. Ne? In popolnoma jih je treba razumeti, da so jezni in besni, predvsem zaradi vrednosti delnice, ki je pač posledica rezultatov poslovanja banke, mi pa bi radi do delničarjev na novo kulturo vzpostavili, ne? Kar pomeni, da jim moramo vse povedati tako, kot je. Ne? In zato si trudimo zdaj čim bolj čistiti kreditni portfelj, da bo za naslednjo dokapitalizacijo ta čim bolj čist, ne? Da ne bo več pol novih oslabitev. Ne? In torej požirjanja kapitala za morebitne večje oslabitvene rezervacije. Tega si pa ne smemo več privoščiti, ne? Ker pa zaupanje moramo graditi, ne? A veste. No, to je ključno. Ja. Kot rečeno, po številnih skupščinah je že bil občutek, da bo to zaupanje težko vzpostaviti, ampak z današnjimi odločitvami je vendarle se pokazalo, da je tudi moč doseči dogovor v konstruktivni smeri, posebej ko meniva ali pa se dotakneva vprašanja prodaje, recimo ena od nestrateških naložb, torej zavarovalnice Maribor, v to se je vključila tudi slovenska odškodninska družba, pozavarovalnica Sava Re je kupila ta del. To so verjetno učinki, ki so dobri za vse, ki so bili udeleženi v teh postopkih. V vsakem primeru, ja. Tako da bi si želeli seveda več tovrstnih ravnanj. Tudi bodo. In jaz dejansko upam, da je to signal v pravo smer. V vsakem primeru malih delničarjem sploh, zaradi tega, ker torej jaz osebno ne razlikujem med velikim in malim delničarjem. Za mene je vsak delničar dragocen, tudi če ima samo eno delnico. Ne? In zato moramo to novo kulturo vzpostaviti do delničarjev, predvsem zaradi tega, da bodo vedeli, pri čem so. To je zelo pomembno, ker samo na ta način si bomo mi pridobili lahko njihovo zaupanje. Ne? In jim je treba povedati tako stvari, kot so. In jaz sem na junijski skupščini povedal, nekaj časa še bo slabše, kot je zdaj, pa pričakujemo, da bo veliko boljše. In točno to se zdaj uresničuje. Je pa res, da smo pa od začetka mojega mandata, pa do zdaj pa res garali, ne? Da smo lahko dosegli vse te ukrepe, prodaja zavarovalnice Maribor in pa delni odkup hibridnih instrumentov. To niso bile enostavne stvari, ne? In vesel sem tudi ponosen na moje sodelavce, da smo to zmogli skupaj narediti. Ne? Ker to niso enostavne operacije finančne, torej tudi recimo nekatere tuje banke Evropske unije so to kar nekaj časa delale na tem. Mi smo pa imeli zelo mali čas za sklep junijske skupščine, ampak smo to speljali. S tem smo dokazali, da smo sposobni premakniti to banko stečajev. To je v pozitivno smer seveda. Ne? No, v današnji skupščini je bilo nekaj negodovanja strani manjšinskih delničarjev izraženega predvsem zaradi predlagane izključitve prednostne pravice obstoječih delničarjev. Tudi Vseslovensko združenje malih delničarjev je podalo nasprotni predlog, ki bi seveda omogočil tudi obstoječim še vedno blizu 100.000 delničarjem sodelovanje v dokapitalizaciji in vi ste stvari seveda pojasnili. Jasno nas veseli, da je bil takšen predlog umaknen oziroma da ni bilo več potrebe zanj in pa hkrati vaša najava seveda za to, da bo v primeru dokapitalizacije, ki ste jo tudi že najavili, dana možnost vsem delničarjem, da sodelujejo pri tem, tako da po tej plati menim, da je tudi to pomemben signal, ne samo z vidika nove KBM in seveda dogajanja v preteklosti, prodaje deleža Republike Slovenije in ponudbe v tudi IPO-ju, torej v javni prodaji. Tako da je verjetno to tudi generalno, ne samo z vidika nove KBM,
neko drugačno ravnanje, ki bi želeli, da zopet tudi pripelje do zaupanja, večjega zaupanja državljanov. Verjetno vi veste, da se v združenju zavzemamo za to, da bi tudi v drugih primerih državljani najprej dobili možnost v primeru, ko se odprodajajo državni deleži, da sodelujejo v takšnih odprodajah. Tako da to iz tega širšega vidika seveda motrimo, pa me zanima vaš komentar tudi morda v takšnem kontekstu. Ja, naj še enkrat jaz pojasnim, zakaj smo mi predlagali private placement oziroma povabilo, torej posamično povabilo obstoječim delničarjem pa nekaterim drugim tudi. Predvsem zato, ker zaradi časovne komponente bi bilo po našem mnenju nemogoče speljati IPO. Ampak seveda nova, in zato smo tudi predlagali dokapitalizacijo 50 milijonsko v primeru, če Zavarovalnica Maribor ne bi bila prodana ali pa ne bi delni odkup podrejenih instrumentov uspel. Zdaj seveda ni več za to potrebe. Zdaj nas mora samo še pripoznati Banka Slovenije in pol dejansko imamo mi kapitalsko ustreznost na takšnem nivoju, da lahko pišemo koliko. Za novo dokapitalizacijo bomo pa vsekakor z naše strani predvidoma predlagali IPO. In to predvsem iz razloga, da bodo vsi delničarji lahko vključeni v ta proces dokapitalizacije, da nam seveda noben ne bo mogel očitati, da je dilutiran, bil proti njegovi volji, če bo želel, bo plačal, či ne. In to je to. Jaz si prizadevam za stabilno lastniško strukturo. In to je bil edini razlog, zakaj smo sklicali zdaj, oziroma zakaj smo predlagali pred mesecem dni dokapitalizacijo v višini 50 milijonov z povabilom, z private placement, po private placement metodi. Ni bil namen izpodrivati obstoječih delničarjev. Časovna komponenta je bila tista, ki nam je v bistvu od današnjega dne do konca meseca bi lahko omogočila, da vplačamo, če bi potrebovali tih 50 milijonov po private placement metodi. Z IPO-jem bi pa to bilo skoraj nemogoče, ker tu so pa postopki od prospekta, soglasja različnih državnih organov in tako naprej. Za novo dokapitalizacijo v prvem poletju 2013 predvidoma pa bo dovolj časa, da speljemo kvaliteten IPO z obveščanjem vseh delničarjev. Na današnji skupščini pa je bilo hkrati moč srečati kar nekaj novih delničarjev, ki so v zadnjem obdobju vstopili v lastniško strukturo, ker so, torej ne samo iz Republike Slovenije, ker so ocenili, da je to pri teh cenah na organiziranem trgu dobra naložba. Hkrati pa so seveda tudi po sami skupščini izražali vsaj deloma morda bojazen vezano na eventualno konverzijo koliko obveznic. Lahko s tem v zvezi morda tudi... Torej, mi si bomo prizadevali, da do proženja triggerja ne bo prišlo. Ne morem pa tega obljubiti, zato ker to je vezano seveda tudi na poslovanje banke, ki se ta trenutek izboljšuje, bom rekel, vsaj z vidika dobička izrednega poslovanja, oziroma EBITDA, se opravičujem, in pa na formiranje novih oslabitev oziroma čiščenja kreditnega portfelja. Mi bomo naredili vse, da bomo novo dokapitalizacijo speljali pred morebitnim proženjem triggerja, ker sicer z novo dokapitalizacijo si spet dvignemo core tier 1, kar pomeni, da v bistvu do tega proženja triggerja ne bi prišlo, oziroma do konverzije, proženja konverzije, koliko obveznic v delnice banke. Lahko samo povem, da si bomo prizadevali z vsemi močmi, da do te konverzije ne bo prišlo, ker to bi bila za vse nas najboljša rešitev. Oseba obljubiti naprej, to je pa nemogoče, zato ker ne vemo še točno, kakšni bodo trendi poslovanja v prihodnosti. Ampak jaz mislim, da obstaja verjetnost, da do tega proženja ne bo prišlo. Zdaj pa, če se pa motim, pa je čisto stvar okoliščin. Tako da jaz ne bi nič obljubil, a veste. Ker jaz sem rekel, da ne bom delničarjem nič obljubljal, kar ne bo realno izvedljivo. Ker to se mi zdi, da ni fair nekaj obljubljati, pa pol ne izpolniš. Ampak ko omenjate takšno verjetnost, verjetno bi že lahko imeli s tem v zvezi tudi komentar. Ta verjetnost je verjetno manjša, kot da do proženja... Jaz mislim osebno, da ja. Glede na to, da je bil danes sprejet potem nasprotni predlog strani delničarja East Capital, ki je imel praktično na tokratni skupščini prevladujoč besedo glede na odvzem glasovalnih pravic strani z državo povezanih delničarjev. Ali je iz tega naslova mogoče kaj več reči, tudi v smislu morebitnih dokapitalizatorjev, strateških partnerjev? Ta trenutek smo mi za strategiji v pogovorih, ampak prepričani pa smo, oziroma ne bom rekel, da smo prepričani, ampak menimo, velika verjetnost obstaja, da strateg ne bo z nekim velikim paketom prišel not. Mi še vedno računamo na naše obstoječe zveste delničarje. Mi želimo tudi imeti disperzijo lastniške strukture, ker se nam zdi, da je to za banko zelo dobro, ker je več različnih beležnikov, več različnih mnenj in tako naprej. Nismo za to, da se banka zacementira z enim največjim lastnikom.
Strateg ni nujno, da je 75%, ne? Strateg je lahko tudi nad 50 ali pa celo pod 50, pa je strateg, čeprav po vsebini portfeljaž, ne? Mislim, ampak bom rekel, po obliki, ne, je portfeljaž, po vsebini je pa lahko strateg, ne? Še za konec, kakšna pa je izkušnja v zvezi z kotacijo na varšavski borzi, so s tem v zvezi? Ja, mojih pričakovanj to vsekako ni zadovoljilo, če mene vprašate, ne? Ampak nekako, bom rekel, se že zdaj kaže, da mogoče obstaja določena korelacija med ljubljansko in varšavsko borzo, ne, ampak čiste pa ni, ne, čiste korelacije pa ni, da je bila elastičnost taka, da bi to bilo vzajemno, ne. Ker le delničarji na Poljskem, ker je pač širši organiziran trg vrednostnih papirjev, tam je le 40 milijonov ljudi, ne, pri nas sta 2, ne, so malo drugačni trendi, ne, zapašamo tudi pri tehnični analizi naših delnic, ne. Tako da mi bomo na obeh borzah ostali, dokler bomo smatrali pač, da bo to za delničarje dobro, ne. Hvala lepa. Tudi vam vse dobro želim. Hvala lepa. Srečno. Ja. Zelo se veseli rezultat današnje skupščine, namreč umaknjen je bil predlog za dokapitalizacijo družbe, ki je predvidevala izključevanje prednostne pravice obstoječih delničarjev, tako da je seveda tudi s podpisom pogodbe o prodaji Zavarovalnice Maribor dosežena kapitalska ustreznost in s tem v zvezi seveda ni potrebe po dokapitalizaciji v tem trenutku, bila pa je napovedana za v prihodnje, pri čemer je bila uprava pozvana in se na to tudi pozitivno odzvala, da pri tem vključi prednostno pravico obstoječih delničarjev, kar pomeni, da bo prihodna dokapitalizacija, kot je bilo najavljeno, da vendarle bo predlagana, potekala na način, ki bo omogočal tudi obstoječim blizu 100 tisoč delničarjem sodelovanje v dokapitalizaciji. Hkrati pa je bil sprejet sklep, ki pomeni izdajo koliko obveznic in s tem dodatno zagotavljanje kapitalske ustreznosti banke. Ob tem seveda sem na sami skupščini pozdravil vendarle končno dogovor in konstruktivno držo pri prodaji Zavarovalnice Maribor v dobro vseh, ki so bili pri tem udeleženi. Torej, tako nove KBM kot Zavarovalnice Maribor, kot pozavarovalnice Sava Re, pa tudi držo Slovenske odškodninske družbe, ki se je v to vključila na način, ki bo pomenil torej ustrezno reševanje nastale situacije. Pri tem kaže torej izraziti zadovoljstvo in veselje in se obetajo, kot kaže, vendarle boljši časi tudi iz naslova kapitalske ustreznosti, reševanja resnih problemov, s katerimi se sooča slovenski bančni sistem in tudi upanje za delničarje, da bo z samo ceno delnice v prihodnje vendarle bolje in da je bilo doseženo dno s tem, kar smo imeli v zadnjih mesecih na organiziranem trgu priložnost spremljati, ker vendarle ne odraža realne vrednosti, tudi ko govorimo o nove KBM, vsaj po oceni strokovnih sodelavcev Vseslovenskega združenja malih delničarjev.